Petra Kapš, za svojo samostojno razstavo z naslovom Rosa, Zemlja, Kozmos ste izbrali ambient Sodnega stolpa v Mariboru, v katerem so nekoč potekali tudi sodni procesi. Ta prostor vas nagovarja s svojo sporočilnostjo, bi lahko tako rekli. Kaj prepoznavate v njem, na kak način oziroma kje se lahko povežete in najdete neko vsebino, ki vas nagovarja v Sodnem stolpu? Že zelo dolgo imam to res globoko željo narediti nekaj s prostorom Sodnega stolpa. Še takrat, ko ni bil prenovljen, sem že izvajala noter na podstrešju ene intimne, zvočne, poetične performanse in jih snemala. Celotna ta zgodovina, ki jo tudi sami omenjate, torej sodne čarovniške procese, se me zelo dotaknila. In je ta želja dati svoj prispevek k recimo temu očiščenju ali pa dvigu tega prostora. In sem bila izjemno vesela povabila Umetnostne galerije in pa Andreje Borin, da naredim v tem prostoru svojo zvočno vizualno postavitev. In predvsem ta nek ženski, če ravno to ni vsako bitje, vsak element ima vse aspekte v sebi. Ampak vseeno, skozi preteklost, skozi zgodovino se tukaj je dogajalo obsojanje in zloraba ravno te radovednosti in pa iskrivosti, ki jo kot človeška bitja nosimo in jo živimo. In sem poskusila ravno ta aspekt, ustvarjalni aspekt, ki je bil zatiran, obsojen, zaznamovan, poimenovan kot čarovništvo, na enem takem intimnem nivoju celotnega tega projekta osvetliti, dvigniti oziroma pretočiti med zemljo in med kozmosom. Tudi sicer se vaša dela navezujejo na nekatere naravne pojave pravzaprav, kot je recimo rapidno taljenje Triglavskega ledenika, delovanje vulkana Vezuva ali pohorski pragost in njegova neka senzibiliteta in ranljivost. Kaj vam pomenijo ti naravni habitati v odnosu do siceršnjega človekovega poseganja v naravo? Pravzaprav je to tisto, kar nagovarjate v tem projektu. Mi smo narava, popolnoma. Vse oblike življenja smo gostje na tem planetu. Narava je tista, ki nas živi. In eni taki zelo posebni, specifični sveti, prostori, ki so lahko naravni ali pa tudi ustvarjeni od človeka, me zelo zanimajo. In so tudi lahko zelo raznoliki. Ste rekli, je to pohorski pragost, slab šumik, pa potem ta naravna, vsemogočna telesa, kot so ledeniki, vulkani. Vsa ta telesa, kjer se prepleta na eni strani htonično, podzemno in pa nadzemno, tudi eterično in vse te vmesne modalitete bivanja elementov. Pohorski pragost, specifično v okolici Slapa Šumik in pa sam Slap Šumik. S tem prostorom delam že več kot 10 let. In vedno, in tudi za vse ostale projekte, ki jih tukaj predstavljam, je zvok zame primaren. Razumem ga zelo široko, kot nek poetičen element prostora, ki ga sama najprej zaslišim. In to slišanje je seveda z ušesi, ampak je z celotnim telesom. Vse celice se zbudijo in pričnejo vibrirati. In Slap Šumik je za to svojo zvočnostjo in s tem svojim zvenom, kjer vse kamenine tam pojejo, v resnici zvenijo in s tem s svojim zvenom določajo frekvenco tega prostora. Se spominjam, da že zelo dolgo nazaj sem začela snemati z zelo različnimi mikrofoni na zelo različne načine, skozi kamenine, skozi vodo, skozi tla, skozi mikrofone, ki jih dam v samoosnovnost in s tem zvočnim gradivom, s tem zvočnim materialom naredila že veliko del.
performansov, nastopov v živo, zvočnih kompozicij. In vedno znova je pa ta inspiracija še kar traja, še ni izčrpana. In ena oblika mojega dela je tudi video performance, kjer za tem prostorom, kakršen se pojavi v tistem hipu, naredim performance, ki ga posnamem na kamero. In ta performance, ki je predstavljen v pritličju Sodnega stolpa, je pa lokacija enih prastarih, ogromnih kamenin, ki so me nagovorile ravno za to neko vmesno obliko, čisto konkretno bivanja. Vedno, ko sem tam, se mi zdijo zelo žive in zelo gibke in zelo spreminjajoče se. Čeravno so kamniti bloki, balvani, oblikovani na ene zelo svojstvene načine. In tam je potem enega septembra, nekaj let nazaj, nastal ta performance in pri teh svetih prostorih se vedno znova tudi pojavi, da prostor sam ne govori. Občutek imam, kakor da ti prostori hočejo biti videni in zaradi tega tudi pokličejo. In v tem primeru sem jaz kot nek medij, kot nek posrednik, ki pa jaz držim prostor prostoru, da se lahko izrazi. In je potem zvok, video, vse svetlobne, senčne nianse, ki so se v tistem hipu zgodile. Gre za poluren performance, ki sem ga potem samo rahlo zeditirala in ga pač postavila v obliko videa. Hkrati pa na ta video naredila zvočno kompozicijo, kjer pa uporabljam cel ta arhiv posnetkov Slapa Šumik in pa tistega predela, kjer se je performance zgodil, in naredim eno tako potopitveno kompozicijo, ki ima v osnovi na eni strani gravitacijo, na drugi strani pa levitacijo in potem to izkušnjo, ki nas pa popelje skozi ti dve osnovni silnici, zemeljski, gravitacija in pa levitacija. Poudarjate prav to silnico med Zemljo in kozmosom. Tukaj vmes je nekje človek in zdi se, da v svojih delih skozi, bi rekla, občutljivost narave na svoj način prikazujete neobčutljivost človeka. Bi lahko ta odnos mogoče malo bolj osvetlili? Sama v ta odnos vstopam z izjemno občutljivostjo. Tudi zaradi tega, ker ali vzpon na Triglav, ali vzpon na Šumik, ali pa recimo na vulkan Vezuvius in pa na Flegrejska polja od mene zahteva kar nekaj napora, fizičnega, da do tja prispem in da tudi snemam v teh odročnih, zelo zahtevnih pokrajinah. In skozi to hojo, to je že neka v resnici predpriprava potem na to performativno dogajanje, ki bo sledilo kot komunikacija z okoljem. In na to vprašanje na tak način v resnici težko odgovorim, zato ker v to delo dam vso svojo občutljivost, ki jo premorem. Seveda me pa zadeva ta, kaj bi bil pravi izraz, ker človek po naravi seveda je občutljiv, ampak je pa zelo otopel. In to se nam predvsem zelo izraža poslušno čutenje. Naš sluh krni, ne slišimo več vsega tega bogastva zvokovnega, ki nas obdaja in ki nas tudi zelo določa. Ampak seveda naše celice in naša koža pa zelo dobro zaznava vse te motnje, ki so. Naša ušesa pa ne, zato ker topijo, zato ker se omikajo, zato ker je zvočnost maksimalno preveč onesnažena. In skozi zvok se mi zdi, da je zvok ravno ta medij, s katerim lahko na zelo natančen in jasen način se tudi ukvarjam z temi tematikami. Na eni strani onesnaževanja zvočnega, ob vsem drugim seveda, ampak zvočnega onesnaženja in pa zvočnega polja, ki pa se generira, ki je ustvarjeno v enih teh odmaknjenih okoljih, kot je Slap Šumik, kot je ledenik in številni drugi. Za vas je tako, kot je končno delo, pomemben tudi sam proces dela,
in v to vlagate kar veliko, recimo, pozornosti. Izhajate iz nekih praks, kot so globoko notranje poslušanje, zaznavanje premikov v materiji, kot so kamenine, ledeniki, voda, kar ste že omenili, performativni rituali, bi tudi lahko rekli, prevajanje nematerialnih izkušenj v likovne podobe in zvočni performansi, ki ste jih tudi že omenili. Kako potekajo ti procesi, te prakse, ki jih uporabljate pri delu, kako se pripravite in potem izvedete delo in na koncu rezultat? Za vsa moja dela je značilno, da nastajajo zelo dolgo časa in imajo več teh pojavitev kot nekih vmesnih, končnih pojavnosti. Bodisi video, zvočni performans, zvočna kompozicija, tisk na papir, umetniška knjiga. Zelo mi je všeč, da vedno znova spreminjanje, tako kot se življenje vedno znova spreminja. Sprememba je tista edina konstanta, ki nas določa. Na tak način počnem tudi svojo umetniško prakso. In malo sem že omenila, da je za mojo umetniško prakso značilen ta na nek način pot. Zdaj pa bodisi, da je to pot po pokrajini ali pa pot v goro ali pa v kamnolom. In je ta časovnost fizične aktivnosti, hoje, tista, ki me predpripravi na sam proces. Potem pa globoko poslušanje, ki je tudi osnovno stanje, iz katerega želim delati svoje stvari, izhaja iz tega, zato ker jaz hočem slišati prostor. In ko pridem iz mesta v naravno okolje, potrebujem najprej nekaj časa, da sploh uspem slišati tišino. Tišina zame seveda nikoli ni tiha. Tišina ni odsotnost glasov, ampak je subtilnost zvočnega polja. In torej očistiti samo sebe, da sem sploh zmožna se povezati s prostorom, z vsemi elementi in subtilnimi nivoji, je pri meni skozi gibanje telesa, skozi pokrajino, skozi prostor. Samo poslušanje se pa potem najraje zgodi v takem mirujočem, bodisi ležečem, bodisi sedečem položaju, kjer se, ne da se zlijem za prostorom, zato ker mi je všeč, da vsaka entiteta ohrani to svojo avtohtono pojavnost, ampak da se moje bitje toliko odpre, da ga tudi prostor sprejme in začne, jaz rečem, performirati. In se vzpostavi en tak zelo krasen dialog, ki je seveda obstoječ kjerkoli, tudi zdaj tukaj med nama. Ampak v naravnih okoljih pa se mi zdi, da ta potenca, ki je potem vpisana v to delo, zelo močna, ojačana. In ti rituali, ki se potem na različne načine izvajajo, prepletajo, ki se navežejo tudi na kozmične cikle, na lunacijo, na polno in prazno luno. Vsi ti, recimo, mejniki gibanja planetov, gibanja zvezd, Zemlje same, na kak način se premika, na kak način giba, te stvari me zelo zanimajo. In tudi rabijo svojo časovnost in s časovnostjo in pa z ponavljanjem pa smo potem že zelo blizu ritualnega. Petra Kapš, razstava v Sodnem stolpu je nekako razdeljena na spodnji in zgornji prostor, vsaj fizično. O spodnjem prostoru ste že nekaj povedali, v zgornjem prostoru pa ste nekako ustvarili ambient, ki se zelo povezuje tudi s kupolasto streho samega stolpa. Mogoče še malo o tem delu. Ja, Sodni stolp, sedaj ko je obnovljen, je res fantastičen za umetnost. In je sam razdeljen na ta spodnji prostor, kot ste dejali, in pa na zgornji, ki je povsem odprt. In kar je meni tudi zelo všeč, je ta okroglost, je cilindričnost prostora, ki potem vnese eno popolnoma drugo dinamiko v gibanje, v ritem celotnega dogajanja. In pa ta planetarium, ta odprta streha Sodnega stolpa, seveda takoj sem razumela, da hočem narediti odprtost, torej
uporabiti zopet to dinamiko med gravitacijo in pa med levitacijo, kar je v tem prostoru, prostor že sam je na tak način zgrajen. In potem tudi želje, da povabim Nikosa Sotirilisa in da skupaj, vsaj na zvočnem nivoju, spostaviva to dinamiko med Zemljo in pa med kozmosom. In če je ta spodnji video, privlačnost petrifikacija, ki sem ga posnela na Šumiku, na teh ogromnih kamnitih balvanih, performativnega, predstavlja neko gravitacijo, ker se tudi vizualno se je pač pri kompoziciji videa zame vzpostavila en tak hod v globino, v jedro Zemlje. Se pa potem, ko se začnemo spenjati po stopnicah gor, se pa najprej srečamo z to sferično obliko ambisoničnega sistema, dodeka oto zvočnega sistema, kot v jedro Zemlje, ki se potem jedri v heksagonalen akvarij, zvočno skulpturo. Hkrati se pa potem odpira v višino in v zvočnost kompozicije, ki jo je pa naredil Nikos. Omenjate avtorja, ki ste ga povabili k sodelovanju pri tej razstavi. Gre za grškega arhitekta, zvočnega umetnika in skladatelja elektroakustične glasbe. Kako se njegovo delo vklaplja v vaš projekt? Kakšna je njegova vloga? Z Nikosom sva se srečala ravno v tem aspektu ukvarjanja na umetniški način z temi svetimi prostori iz vidika zvoka in zvočnosti in povezovanja s prostorom preko zvočnosti, ki lahko seže tudi zelo nazaj v preteklost, torej antičnimi prastarimi svetišči, s katerimi se Nikos ukvarja v svoji praksi. Recimo en izmed takšnih je grški otok Samotraki, ki sem ga tudi sama pred leti že obiskala in me je seveda povsem prevzel. In na podoben način z field recordingom, z snemanji materialov in teh energetskih pol, na kak način se jih lahko slišimo, torej neslišno v prostoru s posebnimi postopki prevedemo v slišno polje. In je to točka, ki naju povezuje in naju privlači oba. Z Nikosom že kar nekaj časa sodelujem na različne načine in Nikosa sem povabila, da ustvari kompozicijo kozmosa, vseh teh našim ušesom neslišnih signalov, transmisij, pogovorov med planeti, emisij sonca, radijskih signalov, da je to izhodišče za kompozicijo in za usmeritvijo zvočnikov. Nikosova kompozicija je postavljena na 4 kanale, 2 sta usmerjena gor, 2 sta usmerjena dol. In to me pa potem seveda še posebej zanima, na kak način arhitektura prostora samega začne oblikovati zvok v prostoru, na kak način potuje njegov zvok in pa moja zvočnost, ki je pa v ambisonični strukturi. In Selini inštrument tišine, to je tudi projekt, ki ga že zdaj nekaj časa razvijam. In osnova je zvočnost ledenikov, ki sem jo posnela 2023. Se povzpela na oba v Sloveniji obstoječa ledenika, Triglav in pa Skuto. In ta njuna zvočnost je sedaj že arhivska, kar je izjemno zanimivo, zato ker se oba, predvsem pa triglavski, se teli izjemno hitro. In za to razstavo v Sodnem stolpu sem izjemno vesela, da je uspel ta dialog tudi z Pino Koper in pa z Mauricio San Emeterio Valdez, glasbenik in pa zvočni umetnik, ki se v slovenskem prostoru tudi tehnično ukvarja z večkanalnimi in pa ambisoničnimi sistemi. In sem imela potem priložnost svojo zvočnost, svojo kompozicijo oblikovati res v prostoru. Torej, to je sferična oblika,
20 v prostor, v sfero razporejenih zvočnikov, za kateri sistem sem ustvarila zvočno kompozicijo in se zvočnost premika okrog nas. Hkrati pa isto zvočno kompozicijo peljem skozi ta instrument, ki sem pa ga razvila sama, in zvočni signal spremenim v vibracijo in jo pretočim skozi vodo. In skozi vodo potem z hidrofonom, z mikrofonom za vodo pobiram zvočni signal in ga peljem potem v slušalke publike. Slušalke so pa odprte in hkrati potem poslušamo in to zvočnost, ki je popeljana skozi vodo, in pa zvočnost, ki nam prihaja iz teh 20 zvočnikov skozi zrak. Zelo me zanima medijiranje zvočnosti. In če se Nikos recimo ukvarja z medijiranjem skozi ta zračni spekter, torej skozi atmosfero, pa je pri meni v moji kompoziciji dodana še potem prenos zvočnosti skozi vodo. Mi prihajamo iz vode. In to nam je v resnici najbolj starodavna slušnost, ki jo prepoznamo in jo poznamo in tudi zelo na njo reagiramo. In ta razpon od kozmične zvočnosti do zemljine zvočnosti, pa potem do te mikrozvočnosti, ki je pretočena skozi vodo, ustvarja te zelo razplastene, kompleksne, auralno izkušnjo v resnici, za katero upam, da je tista, ki je spodbojena za to razstavo. Petra Kapš, hvala za ta pogovor. Želim vam še veliko zvočnih, ne samo projektov, ampak predvsem subtilnih poslušanj in užitkov. Hvala. Hvala.